Dobrodošli na odru. Glasbeni platformi, ki podpira kvalitetne glasbenike. Na našem odru se bodo zvrstili bendi, solisti ter drugi izvajalci in dokazali svojo glasbeno moč. Ampak naš oder ni samo prostor za nastopanje. Gostili bomo tudi legende, poznane glasbenike, ki bodo z nami brez filtrov delili svoje bogate glasbene izkušnje. Da, dragi moji, to je oder. In danes je z nami pevka Tali. Ko potone svoj svet, odmislim divje tokove, misli mi najdejo sled, tisto malo tebe in ti prisloniš dlani na moja lica, pogledaš me v oči. Spet te sliši, da me poljubiš in me ne spustiš. Spet te slišim, zjutraj me budiš. Čas več ne šteje, v večnost me vrtiš. Vse, kar rabim, imam, da me poljubiš in me slišim, zjutraj me budiš. Čas več ne šteje, v večnost me vrtiš. Vse, kar rabim, imam. Spet odpelješ me sam, slišim tvoj šepet oddalec stran. Vse, kar rabim, imam. Mojih misli si tam in ti prisloniš dlani na moja lica, pogledaš me v oči. Spet te slišim, da me poljubiš in me ne spustiš. Spet te slišim, zjutraj me budiš. Čas več ne šteje, v večnost me vrtiš. Vse, kar rabim, imam, da me poljubiš in me ne spustiš. Spet te slišim, zjutraj me budiš. Čas več ne šteje, v večnost me vrtiš. Vse, kar rabim, imam. Dobrodošla, Tali, na našem odru. Živijo, hvala. Veš kaj, s svojim glasom in energijo si že takoj... To je zares, ali? Ali tako na začetku že imamo? Kaj pa je zdaj? O ne. Ja. Prmejdun, to je po mojem moj klarnet, ne? Sam jaz ga letos... Poglej, da ti je prinesel ga. Kje ste to najdli? Gospod iz mojih koncev, po mojem. Veš kaj, glede na to, da sem po izobrazbi profesor klarneta, zelo malo špilam. Letos ga še nisem. Tako da lahko probam, pa ti nekaj lepega zaigram. Ok, nekaj slovenskega. Samo zate.
nekaj Za pa še mojo gre. dušo, hvala ti. Visoki toni, koliko ti Dejan, poješ? poslušaj, moram ti čestitati, Ja, hvala ker lepa. takega uvoda pa še nismo imeli. Ti si prvi gost, ki se je sam takole predstavil in napovedal. Manj besed, več govor. Ja, naj govori glasba. Naj govori glasba. Tako je. Ampak Dejan, da povemo, no, ne bomo danes na odru samo jaz in pa Tali in dva čudovita glasbenika, ampak še en odličen glasbenik. Ti si se nam zdaj pridružil. Dejan, ti si za žur. Ja, predvsem jaz imam rad, nekako sem zrastel gor iz narodno-zabavnih vod, pol nekako me je nesla pot v klarinet, v srednjo glasbeno akademijo, pol sem pa zelo malo ugotovil, da mogoče ne bi rad bil tretji, drugi klarinet, en izmed, ampak da bi dejansko rad pel. In pol preko mojega prvega benda, resnega Poskočne, sem nekako videl, v kaj bi rad šel, in pol med korono je bila idealna priložnost, da gre vsak početi to, ki je bil nek reštart, ne, se mi zdi vsega, ne sam vsega, kar je okrog, ampak tudi glede muzike, glede odnosov. In takrat se je nekako rodil Dejan Dogaja in prav vesel sem, da že to od korone traja in da s svojim bendom igramo približno 100-krat na leto in razveseljujemo ta mlade in ta stare. In 100-kratno in več kilometrino pa lahko danes tudi evo, v prvi vrsti poslušava izjemno pevko Tali. Ali je tudi tebe, tako kot mene, očarala svojo prvo pesmijo? Da beste Tali poznam že kar nekaj časa, je tudi spremljal na vseh socialnih kanalih, bil sem že na enem njenem nastopu in pač to ste punce, tudi v tebi govorim, ki uživo zapojete glih tako na posnetkih in to se išče. Ne? Hvala. No to mi pa veliko pomeni, pa verjamem, da tudi tebi, ne? Ja. Da nekdo pohvali, sploh tako, kot je Dejan Dogaja, imaš danes tisto, ne, tle Dogaja energijo, smo na vrhuncu. Ja, zdaj že 3 leta nimam one tiste, ta pokonc frizure, ki sem bil pravi moški z 2 metra in več, ne. Zdaj sem nazaj na 180, ampak se mi zdi, da je v bistvu, takrat, ko sem v bistvu šele dal to frizuro dol, sem nekako resno začel v muski razmišljati, tudi mečken drugače, ne samo za zabancijo, ampak da je dejansko, da bi rad od tega se zabavil, živel in ustvaril pač dokaj bo šlo. Super, o tem bova še malo kasneje, ne, ker sledi še podcast in debata. Tali, tudi ti si študirala klavir. V bistvu sem na predšolski, ni bilo glih študij, ampak je bila bolj izkušnja za to, da delam v vrtcu pa te stvari. Iskreno, jaz se še vedno rada držim sam mikrofona. Tako da za glasbo poskrbim pa za tele lepe fante tle vzad mene, pa drugače pa mikrofon. Super. In zdaj gremo v naslednjo skladbico. Kaj nam bo zapela? Trenutek, ki govori o najlepših trenutkih. Ja, tako je, res je. Super. Jaz se zelo veselim, Dejan, nasloniva se nazaj in uživava Več trenutkov, v prosim. trenutku. Tako, drage dame in gospodje, Tali in njena pesem Trenutek. Nekaj je na tebi, spet vleče me nazaj. Nekaj imaš v sebi, a vprašanje je le kaj. Nekaj noro mi diši, magija meni se budi. Daj pokaži mi ta smeh in tvoja bom spet, Spet tvoja, ob tebi znova se zbudim, razpira krila in letim, na trenutek že obstane, ta ljubezen me zadane. Ob tebi znova se zbudim, razpira krila in letim, na trenutek že obstane, ta ljubezen me zadane. Vem, da z mano si in hladnih dni noči, ko mi duša govori, da moje si srce le tebe želi. Daj še zadnjič me objami, skrij me v svoje oči in govori mi, da moj si le. Ob tebi znova se zbudim, razpira krila in
Spet tvoja kot v pravljici, pozabljam na vse skrbi, ne oziram se nazaj in le dobro vem, zakaj ob tebi znova se zbudim, razpira krila in letim, naj trenutek že obstane, ta ljubezen me zadane. Tole si zasluži aplavz, mikrofon je v Hvala Great lepa. Studiu, tudi z Dejanom sva pripravljena na Akcijo. debato. Pridi, Tali, sedi se, ker se sedaj, dragi gledalci, mal selimo sem, ne, v kotiček podcasta. Jaz, če imam takšna dva odlična glasbenika, bomo pa mal poklepetali v glasbi, mal bomo šli globlje v glasbo. Ne samo, da radi pojemo, da dobro pojemo, ne, ker hvala Bogu, to imamo na našem odru, samo kvalitetne glasbenike in to podpiramo, kar je tudi prav. Tega danes ne slišimo in ne vidimo veliko v Sloveniji, ampak mi damo prostor in platformo. Zdaj me pa zanima, Tali, za takšnim nastopom, ne, ki si nam ga zdaj ti predstavlja nazadnje s tvojim komadom, verjamem, da deluje pri tebi vse tako zelo lahkotno, sproščeno, ampak ja, jaz verjamem, da je v ozadju ves svet, da ti rabiš ogromno vaj. Kaj potrebuješ, da napišeš, oziroma ti sodeluješ tudi pri nastanku samega komada, ne, da pride dejansko iz studia, pa direktno potem do ljudi, do nas, da te takole začutimo. Izmoli mikrofon. Ja, najprej rabiš neko zgodbo, ne? V bistvu pač meni vsi komadi, ki so za mano, so v bistvu del mojega življenja, del moje zgodbe. In v bistvu tako se tudi moje začetki kariere, bi s temu rekla, pač iz nekih zgodb, ali so to neke ljubezenske, ali so to malo bolj tiste, ta zadnji komad je čist v bistvu zgodba, ki je čist izven ljubezenski, ampak je bolj življenjski, tako da v bistvu neka zgodba, pol pa list papirja, pa začeti pisati, ne. Zdaj pa jaz iskreno, da bi rekla, da sem tako začela komade že iz prve pisati, ne, je bilo kar nekaj časa, v bistvu, da sem začela najprej sodelovati z različnimi producenti in v bistvu tako, bi rekla, najprej sodelovanja, ekipa in pol, da prije v bistvu na konc komad ven, še v bistvu končna oblika, no. Tako da... Torej je vsebina zate zelo pomembna pri pisanju pesmi, ne? Ja, je v bistvu, pa zato je, ker jaz želim ljudem dati nekaj, kar se lahko istovetijo, pa nekaj, kar dejansko lahko začutijo. Pač jaz ne maram 5 komadov, ki jih ne morem čutiti. Je res, da dosti coverjev pojem, ampak zato pa tudi meni, iskreno, teži 5 moje komade. Ker pač malo več je čustev v zadih in malo več vem, kaj se dogaja. Tako da, zato mi je teži poslušati in pet. Iskreno. Ja, ti verjamem, zelo dobro si to povedala. Dejan, ti si človek terena, energije, od tebe ljudje. Jaz mislim, ni koncerta, ni nastopa, ti si v energiji, na samem vrhuncu. Zdaj si ti lahko rečemo v teh letih, ko imaš poln energije in ko si dejansko top na slovenski glasbeni sceni, kar je res. Rečemo si tako, kot je. Ne? Kako pa pri tebi poteka ta proces? Verjamem, da ni lahko, da iz srca, iz duše predaš pesem v studio in iz studia ljudem potem na koncertnih odrih. Kako pri tebi to poteka? Mislim, jaz delam razno glasbo, različno glasbo, od otroških pesmi do delček, predvsem včasih narodno-zabavnih, do nekega preprostega popa, do jaz rečem, komercialnih komadov, ki se vrtijo po radijih, ki jih ljudje poslušajo na privat zabavah, na žurkah. Poleg svojega Dan dogaja benda, v zadnjem času smo zagnali tudi po 40 letih nazaj Agropop, kjer pojem komade, legendarne komade, ki so bili, ne vem, v 10-15 različnih albumih in so filali največje slovenske prostore. Kako, ne vem kako, jaz v bistvu vse, kar počnem v življenju, je samo in izključno muzika. In vse, kar je z muziko povezano. Menedžeriram tudi druge glasbenike, ukvarjam se z audio, video produkcijo, torej v bistvu vse je del glasbe in tako kot sem že prej povedal, kar ima lovke tudi dosti na levo, dosti na desno, gor in dol. In jaz bi čisto rekel, da se mi zdi, kot si sama rekla, da ti je težje peti svoje pesmi kot coverje. Jaz to glih predvsem pri pevkah, mladih pevkah, ki so na slovenskem prostoru, dostikrat opazim, da coverje pojejo super, ko prije pa do svojih pesmi, pa
vse bolj kot ne počepne. Zakaj meniš, da je tako? Zato, ker je pač v nekem svojem varnem območju, pesmiki vejo, kako zvenijo, ljudje vejo, kako zvenijo. Tudi to je nek varno območje. Tudi sam sem že kar nekih pesmi iz sosednjih držav priredil v slovenski prostor. To je sigurno malo lažje, zato ker ljudje imajo neko melodijo že v ušesih, lažje gre, ampak konec koncev je pa čist nepomembno, kako prideš do cilja. Važno, da priješ na svoj način do cilja in da se ali manjši publiki, ali večji publiki, ali celi Sloveniji, ali če gledamo svetovno priznane glasbenike celem svetu, usedeš v neko podzavest in rečejo, tole si bomo pa danes pustili na zabavi, no na ta koncert pa gremo. Zdaj, v bistvu, jaz sem rekel, da je čist proces ni toliko važen, važen je, da te štima, važen je končni cilj in zelo je vse nepomembno, kaj si naredil do prvega hita. Ko narediš prvi hit, je čisto vseeno, kaj si delal prej, čisto nepomembno in za ljudi čist brez veze. Zdaj si ti tu in od zdaj naprej kažeš naprej. In ko imaš nov hit, ali pa vsaj zelo poslušano skladbo, spet se prej nepomembno. V glasbi in tudi v športu, vse vemo, smučari na 0,001, nekdo zmaga. Tudi v muziki je tako, pač nimamo zmagovalca, ampak zmage so pa polni odri in polni termini v koledarju. Kaj meniš, Dejan, ko se ravno že v hitih in o tem pogovarjamo, kdaj je zate prekmalu čas za hit? Nikoli ni prekmalu. Nikoli. Se prav, ko se zgodi, se praktično zgodi, pač čisto vseeno, kaj se je zgodilo prej, ti si pač vržen v tisto in če gledam sebe in moj prejšnji band, naprimer, to je bilo, rečemo, 10 let nazaj, ko so v zelo kratkem času bili 3 mega hiti. To je Modrijani, Ti ti moja rožica, Gadi, malo še in potem takrat s poskočnimi Adijo madam. To so pesmi, ki imajo na platformah več 10 milijonov gledov, ki jo pojejo od malih v vrtcu do velikih na veselicah in to se ti, če imaš že res srečo, zgodi enkrat v življenju, ne? Ampak ciljamo, da bi se še kdaj ponovilo in ko priješ do enega tega orenk komada, ki je bolj težko sam sebe presežiti oziroma ta uspeh, ampak z neko konsistenco je tudi to možno. Bravo. To je zelo dobro, to na koncu, kar si omenil. Tali, kaj meniš, da slovenska publika danes bolj ceni iskrenost ali popolno produkcijo? Zdaj, glede na pač izkušnje mojih odrskih nastopov, sem videla, da dejansko pač ljudje, ki so tam, pač cenijo tisto, kar slišijo v živo, ne. Kar je tudi, naprimer, se vidi, kar objavljamo, ne, danes pač glasbeniki, da si želimo malo promocije narediti. Realnost je taka, da pač ti profesionalni posnetki jim ne pomenijo nič, ko greš pa se ti posnet, ne vem, v dnevno na kavč, takrat pa dejansko vidiš, koliko folk vidi, pač raj sliši nekoga, ki malo zafuša, mislim, pa ne zafuša, čistko, a ne, je iskren, je direkten in tudi, naprimer, jaz, ko tudi dosti nastopam na porokah, sem zelo v zadnjem času dobila ful porok zaradi moje iskrenosti, ne tistega, pač bi rekla, v ozadju studija. Nekaj velike produkcije in aranžmajev in ne vem kaj. Tako da iskrenost, ker realno danes kar pride, naprimer, tudi če je hit primer, ven, pa prije v živo na oder, te kar malo šokirane. Čistko. Ja, ravno v tem, ne, mi se pogovarjamo z našo ekipo Platformo Oder veliko tudi o tej novodobni, moderni produkciji, ne, AI. Danes ti lahko v sekundi naredi hit, komad, melodijo, popravi vse, kar si zafušil in to je to. Kaj vidva menita? Je to danes v novodobni produkciji, zdaj, kjer smo, v zdajšnjem času, pač zaskrbljujoče, se glasbeniki lahko ustrašimo ali je to le plus lahko v samem ustvarjanju? Nam nekaj da več. Kaj meniš? Ustraši se lahko tisti, ki ne grejo s časom naprej. Pač smo v 21. stoletju in tako najverjetneje marsikateri glasbenik je 10 let nazaj rekel, jaz pa tega Facebooka, Instagrama, YouTubea, Google Adsov in podobnih zadev ne bom imel. Vsi, ki so tudi starejši glasbeniki, pa ki so na sceni in v trendu, to vse uporabljajo. Ker moraš, ne? Ker moraš, zelo preprosto moraš. In zelo preprosto je tudi s tvojim vprašanjem. Umetna inteligenca, ja, do neke meje. Do kje, Dejan? Kje je meja za tebe? Odvisno, kateri glasbi, akustični glasbi seveda ni te meje. Če govorimo o neki akustični glasbi, tako zdaj vas tu poslušamo, klavir, kitara in en vokal, tu
je to nepotrebno oziroma škoduje. Mogoče za pripravo raznih posnetkov AI zelo dobrodošel, ker lahko v zelo kratkem času narediš eno zelo spodobno zadevo, katero lahko predstaviš svojim producentom. Jaz bi pa približno takole. Spet po drugi strani lahko pridejo na obzorje tisti glasbeniki, ki mogoče so zelo omejeni s financami. Pač lahko do nekega končnega izdelka dokaj kvalitetnega pridejo za skoraj nič. Govorimo v audio, govorimo v video, govorimo v social media, če se le vzamejo čas in s tem ukvarjajo. In verjamem, da če bojo to res izpili, bo tudi kasneje čas za dobre studije, kjer bo pa kvaliteta drugačna in videz in posluh drugačen. Mislim, da je AI oziroma vsa pomagala, ki nam nudi moderna tehnika, treba uporabljati z mejo odgovornosti, da pač glasba je nekaj, kar je nastalo ob človeških občutjih, kar si sama pregovorila, ob žalosti, ob veselju. Sam ti pa ne more dati človeškega faktorja, to je pa to, kar ti čutiš, ne? Tudi ko pišeš besedilo. Naprimer, AI ti lahko napiše besedilo, rečemo o ljubezni, o prijateljstvu, ti napiše, ne more ti dati pa tistega občutka, ne? Človeškega faktorja. Kaj menite na to? Naprimer, Mislim, jaz se dejansko strinjam s tabo, da pač cajto moramo siti naprej, ampak do neke mere. Na koncu ti pač bo napisal neko besedilo ali pa ti bo celo s pesno glasbo za to besedilo, ampak realnost, kako boš pa ti to pa na koncu še težje predstavil, kot pa tisto, kar si sam naredil. Meni iskreno že težje moje predstaviti, čeprav se soočam s tem, da pač ta strah mora nekako tudi izveneti, ker to je v bistvu moje delo. Pač za to svoje delo moram stati, ne smem ga zdaj, da kar nekam zgine. In v bistvu, če pač imaš ti čistko, moj zadnji komad je bil prepuščen drugi ekipi. Vse sem ful vesela, vse, ampak je pa občutek, da ti nekaj sam narediš, ne, ko imaš v bistvu ti vse nekaj dano in pol greš to v živo predstavljati. Koncu zelo poslušaš na YouTubu, ne vem, že vse je za sploh ni več vokalista, ni več besedila, nič ni, vse je umetno in realnost, ko pa pač jaz, na primer, ful rajš slišim glasbenika v živo, vem, da pač žal je čedalje manj ljudi, ki prija na akustičen nastop ali na kakorkoli na koncerta, ne, naprimer, da bi se samo usedel dol pa kavico spil pa gledal. Tako da jaz mislim pa za tisto majhno ekipo ljudi, ki ima rada pristnost, bodo vedno bolj na strani tega. Je pa pač res, da s cajtom danes moramo iti naprej, če pač se ustavimo. Tako kot pač naša starejša generacija, ker nas ne zaupa, ker smo pač šli, jaz sem tudi prla SP, naprimer, zašla svojo pot. Pač, če ne gremo naprej, nikoli ne bomo se nekaj naučili niti izzivoma, sam pač domeriti, koliko si pač odgovornosti, pač vse je neki do neke meje. Mislim, da v Sloveniji ni straha, da Slovenci nasploh, pa govorim sploh južni del Evrope, se mi zdi, da sploh v tem nekem pristnem govoru takoj opaziš, kaj je pravo in kaj ni. Pustimo Ameriko, in kjer je to res izpiljeno do potankosti, kjer je že res težko ločiš živo od neživo. Pri nas se mi zdi po to še kar trajalo. Tako da je vsaj za najno generacijo se še ni zabat, kaj bo je pa naš otrok delali, se pa ne sami učijo na svojih napakah. Tako, to ti dam tudi tebi prav in tudi tebi vidiš mogoče zdaj v tem triu, ko ste vi, ne? Če se pogovarjamo še malo o hibridnosti, o povezovanju, naprimer analogno z še kakšnim drugim pristopom glasbenim, da bi dodali še kaj elektronskega, se vidiš mogoče tudi v tem stilu, da bi lahko mešala nastop? Elektronsko prav ne, bi šla pa še malo bolj na rock varianta. Rock, malo bolj ker se mi zdi, da pač rock ima res tisto čustveno globino, ki se mi zdi tako ful pomembna. In naprimer jaz, ko sem slabi ali žalostna ali vesela, kakorkoli, si zavrtela en dober rock komad ali je pač orang, pač z neko čustveno globino. In pač to se mi zdi, nisem bila pa nikoli tako na elektronsko, tako da mogoče iz mojega vidika ne. Bolj v to balade, to varianta, tako da elektronsko pa mislim, da ne glih. Dejan? Mislim, komplet produkcija, imaš živo posnete tiste stvari, ki jih imaš, tiste, ki nimajo, so del programiranja producenta, ki je v bistvu del elektronska glasba, tako da v bistvu tudi tvoji singli na YouTubu imajo del tega, najverjetneje si o tem govorila prav v elektronski glasbi. Tako da se mi zdi, da to je pa že od nekdaj povsod za zaznati in torej sprejemaš to hibridnost, ne? Tudi naprimer tudi naprimer ti imaš svoj band, ste live, v živo igrate. Zdaj, ko so moderni ampak ne samo live. Tako. Ne samo live, torej, tako, ja, ta pristop mislim. Mi lahko cel naš repertoar zaigramo kamot brez vsega. Torej, pri meni živo boben,
bas, kitara, klavir. Ko imamo razširjeno zasedbo, pa back vokalistka. Dobro. Ko imamo razširjeno zasedbo, ne vem, 20-30 krat na leto, imamo zraven še trobento, pozavno in saksofon. Torej 8 plus jaz, 9 članov na odru. Kljub temu imamo pa 3/4 repertoarja backtrackinga, kar pomeni, da v zadnji To igra mislim, še par Klemnov na kitari, še par Aleksov na klavirju, še par perkusionistov. In to pač, to se spet vračam na to, kar sem prej povedal, da če lulaš proti vetru, ni v redu. Ne? In tisti glasbeniki, po mojem okusu, ki so del komercialne glasbe, ne akustične glasbe in ne tistih starih rockerjev, ki so se odločili, da bodo imeli glasne učevalce in bojo samo to, kar tisti, ki se ne gre tega, je brez veze, ker smo v digitalnem času in tudi vi uporabljate digitalne mikserje in nismo na velikih stvarih, ki jih danes več ne rabimo, ker so digitalne stvari žal ali pa ne žal boljše. Torej smo prišli do zaključka, da temu se tudi izogniti več ne moramo, ker pač to je današnja stalnica. Zakaj bi igral, najprej igra en band, ki so super, tudi brez tega, ampak ima zraven še to. Še to, nadgradnja, zakaj pa mi ne bi imeli tega? Bravo. Torej, da se naprej odločimo, da bomo slabši. Jaz mislim, da stremimo k boljšem, zato tu dodajamo pirotehniko, zato tu dodajamo plesalce, zato tu dodajamo Zdaj, ko si mi vse to govoril, Dejan, ne? Prav za ribanje biti glasbenik danes, ne? Vse moraš biti, PR-ovc, ti imaš še druge izvajalce pod sabo, ne? Pomagaš drugim. Imam tudi svojo PR agencijo. Kaj moraš danes vse biti, da si Dejan dogaja? Ne, mislim, da si glasbenik v celoti moraš biti pač, je vse spet povezano s financami. Dokaj ni nekega konstantnega inputa, si pač vse. Pa ti delaš še kaj drugega zraven, a se ukvarjaš samo izključno z glasbo? In kar je z glasbo povezano. In kar je z glasbo povezano. Torej, mi hočeš tudi povedati... Od televizije, televizijskih reklam, audio reklam, konec koncev je tudi social media del glasbe, do s punco imamo PR agencijo, kjer imamo 35 glasbenikov, mislim, da zdaj že proti 45 solo izvajalcev in bendov pod sabo, od največjih slovenskih imen do najmanjših, največ komercialne glasbe. Predvidevam, da tukaj je največ denarja. In največ biznisa. Ne, jaz bi rekel, da v mojem primeru je še vedno največ denarja od nastopov v živo. Nastopov v živo. Kaj ti meniš, Tali? Jaz se isto strinjam. Pač nastopi. Pač jaz načeloma že kar nekaj časa delam isto sama. Imela sem založbo, pa sem skenslala in sem se v bistvu vse pač še se name obrnila, zdaj moj še pomaga in delava pač skupaj bookinge in vse je takole. Maili, klicanje in pol, ko v bistvu ti daješ ven, začne čez nekaj časa se ti vračati in te kličejo nazaj in ti pol se tudi zahvalijo, ne, pač nismo vedeli za tebe, ne, tako da v bistvu koncu se mi zdi, da na koncu stane še vedno ti, ne, za vse, pač finance, naprimer, jaz nisem toliko finančno, da bi rekla sposobna, da imam vse to v zadih, sem začela z eno menedžerko, ampak sem na koncu videla, da še vedno največ dela in vsega, kar pač sledi, izhaja iz tebe kot izvajalca. Konec koncev bi bilo včasne, kao izvajalc pride, odpoje. Ja, v mojem primeru še vedno moram biti na tekočem poleg redne službe in vsega. In, tako da nisem še tam. No. Upam, da enega dne bom, ampak trenutno sem pa na tej točki, pa tudi tako malo trmasta sem, da ne dovolim ljudem. Tudi, ker moj prevzel tisti booking, sem bila malo huda na njega. Ja, tudi jaz sem probal razne menedžerje in sem mnenja, da v Sloveniji, če ne potrebuješ menedžerja oziroma ga potrebuješ, če je to del tvojega imidža. Torej, da mogoče, če se ti Magnifico ni napuščal, Tomi Meglič ali pa Jan Plestenjak oglasi na telefonu, je malo tako, ne da ni lepo, ampak še vseeno je treba neko prvovrstno zvezdništvo, se mi zdi, na te 4, ki sem jih naštel, pa mogoče kakšen, je prav. Sploh ta naš zabavljaški del je pa boljš, da eno bendo to je breme, ampak se tudi pozna, mislim, veš, zakaj delaš in veš, kako delaš in lažje usklajuješ in, naprimer, mi imamo od začetka maja do začetka oktobra čez vikend, ki so samo 3 dnevi, tudi po 7-8 nastopov. In to bi z enim menedžerjem... Čaki na dan? Ne, v vikendu. V vikendu.
Tako po, Si jih imel po že 2-3 nastope na vikend, ne? Na dan, v Ja, ja, vikendu. ja, na Ampak vikend, to z enim razumem. menedžerjem, ki ni res 100% pri tebi in se mu ne gre, da bi na Dobro. sekundo uskladil ta vikend, boš težko dosegel ta efekt. Ne? Vidiš, to mi je zelo zanimivo. Pa ti je sigurno čuden, ko pride kak vikend, pa ni nič špilov, ne? Ja, takrat sem kar malo anksiozni in ne vem, kaj bi sam sabo. Pa In ti ni imam vse preobremenitev. Ne, se Ja, dobro, se sam živiš za to, ne? In s jaz tem. tudi spim dolgo in pač pol delam dlje. Ne. Ja, Tako to je da tvoj lifestyle. Jaz nimam tako. problem z rehabilitacijo, gremo v savno, film, Netflix in to. In se sprostiš. Koliko se pa ti sproščaš? Imaš veliko špilov nastopov, no? Toliko, da te... V bistvu pa, če sem vsega malo preveč, a ne, in mislim, jaz se sprostim, kadar grem, naprimer, dan sem sproščena tle, tako da pač to je meni neka sprostitev, jaz sem na radiju, ko imam intervju, ko se gre za me, ko se gre za tisto, kar pač rada delam, takrat je meni sproščanje, ne. In pol ni panike iti hiter za volan, hiter zrihtati stvari, jutri imam spet špila, ne, v Barbie Koper in pač sploh ni panike, pač oddelala bom in bom sam šla in sprostim se dejansko na špili. Kadar sem gor in pač jaz na odru sem tak človek. Pač nekateri pravijo, da moraš biti to, kar sem, to, kar si, a ne, ampak jaz šele ni na res, odru to imaš prav. spoznam dejansko, kdo sem. Pač takrat čutim tisto, pač, kar sem bila kot majhna deklica v svoji sobi. Velikrat povem, da sem pred ogledalom ful cajta pela in ful si želela velikih odrov in moja mama je ob 10 zvečer elektriko izklapljala, ker sem se drla. Tako da v bistvu sreča moja je tle. Pač tako se sprostim v bistvu. To je moj v bistvu način sproščanja. Ne tisto, ko greš, sicer tudi, ko greš malo, tako se spočiti ali pa kaj, ampak veš, da naslednji dan boš mogel iti v službo in delati. Ne? Tako da odri so moja sprostitev. Zdrava verzija narcisa pomeni biti glasbenik, ker doben čist človek pri sebi si ne bi želel klona in opice špilati na odru pred ljudmi. To je moja razlaga in pač zato se smo strinjam. glasbeniki. Ne. Potem si ti vse to, kar si zdaj Ja, naštel. mislim- Dejansko ne smo. Mislim, Ne? kdo bi si želel v petek, soboto začer, vikend za vikendom skočiti na oder in dajati samega sebe ljudem pod odrom, vse boljšit. Ja, pod oder si naročiti pivo, pa se imeti lušno. Ne, mi moramo biti na odru. Ja, vem, ampak glasba ti je le življenje, je to tisto, s čimer si se rodil, ne? Je nekaj, kar je v tebi. Tako da ni veliko takih, ne? Jaz sem svet tu svoje mnenje, ker treba je samo umreti. Ne. Točno tako. Vmes se pa Ja. ti sam odločiš, kaj boš Kaj naredil. boš in kaj ne. In to, da smo na odru, pomeni, da radi druge zabavamo, da Pa si tudi privatno takole vesel. zelo. Zelo, ampak imam pa tudi rad takle Mir. kavč, pa nič, pa gledam Netflix, pa da so vsi okrog mene tiho. Tako da jaz sem na odru norc, pravim opica in tudi za druge pravim, da so opice, ker pač mi smo tako v nekem malem cirkusu, ki nas ljudje opazujejo. Ampak pol, ko pa je konč špila, če se ne gre naprej na pravi after, ne grem pa tudi rad čisto Počivati, easy in ja. tudi med špilom, ko imamo po več rund, ponovadi, ko so ti kratke pauze, 15 minut, ne, nisem glih tisti, ki bi skakal po mizi, sem ker tam sedim pa kaj dobrega spijem, pa gremo spet na oder. No, super, zdaj bomo pa midva uživala v naslednji pesmi. Kom čakam? Tali, pojdi in sprosti se, kot da bi bila doma v sobi. Izvoli, Pred oder je tvoj. ogledalom, pa štroma ne bomo ugasnili. Predogled. I love you.
Čudovito, Tali, Hvala midva lepa. sva uživala z Dejanom. Jaz bi pa vendarle zdaj, no, da pa nam predstaviš tvoja dva člana zasedbe. Ja, to pa res, mislim, Tali spodobi, a band. ne. Brez njih danes ne bi bila tle, a ne. Pač oziroma mogla iti na matrice, kar se pa zdi, da kvalitetna glasba nastane s pravimi glasbeniki. V glavnem, tle imamo kitarista Tomaža Ukmarja, drugače tudi basist, pa Nejca Stoparja. In danes naj povem, da smo prvič v tej zasedbi, ker se ustvarja en band, s katerim že imamo tudi letošnjo prvo poroko skupaj, tako da pol pa verjetno, če bomo šli pa pridno delali, še kaj z mojo avtorsko dalje. Tako da. Danes prvič premjerno, no, za vas. Super, se pravi, prva poroka, potem pa naprej sledi vse nadaljni koncerti, nastopi, to je lepo slišati. Dejan, je fajn, ne, da se dogaja v Sloveniji, dogaja, ne, Ja. takole, da imamo bende, da imamo Ja, to je dobro, bistvo. kvalitetno glasbo in da jim damo mi na našem odru, platforma Oder, to priložnost. Kaj pa ti na to meniš? Mislim, ko imamo razne Facebooke, Instagrame in so te skupine v porokah, kjer najbrž spremljaš neko, kdo napiše, da išče DJ-ja, bedko vedo. Mal mi gre na smeh, ne, kaj bo DJ, jaz si ne predstavljam poroke z DJ-jem. Mislim, Ampak to je to je novodobno. moj okus, Ja. ker preferiram band, preferiram uživo izvedeno glasbo. Verjamem in vem, da je lahko tudi DJ dober, če je MC, ki zna še kaj druga, ko play pa stop pritiskati. Ne? In tudi od talah naredi DJ, sploh če govori še več jezikov, ne, za razne internacionalne stvari in kak ples obvlada pa tako. Ampak se mi zdi, da za dobro poroko potrebujemo dober band in se mi zdi, da poročnih bendov manjka v Sloveniji. Ne igra nas veliko poroke in primanjkuje glede na povpraševanje in glede na koliko ljubezni polni smo Slovenci in se kar poročamo. No, ampak Eni celo po večkrat. Ja, tako. Pa to je dobro za nas, To je glasbenike, super, ja, ne. točno tako. Potem preidemo na ločitev tudi lahko, Mi ne? smo enkrat, lahko povem eno štorijo. Pa ne, to boš rekel, da si zdaj špilo na ločitvi. Ne, nisem, ampak bolj zanimiva zgodba. Torej, igrali smo poroko in pridemo mi tja in jaz vedno si pač v koledar na telefonu zapišem ime ženina in neveste, ker mi je tako obutasto, če cel večer mlado poročenca, tako da je malčken po imenu, ne. In jaz ženin mi štima, neko hočem iti pozdraviti, tam pa vidim nevesto, pa slučajno preden grem do nje slišim eno drugo ime. Jaz grem v mail, berem mail, iščem, jaz vidim ta prav, da je drug ime. In jaz le najdem enega gospoda, ki je tam ob strani neki pil, rekel, pardon, jaz imam, tudi da ne bom butl izpadel. A ja, ti ni povedal. Sem rekel, ka? Ja, vse je obdržal, termin, povabljene, band, sam žensko imenil. Ne mi reči, Ja. tik pred poroko. Ne vem, koliko časa, ker je bil dogovor več kot leto dni star, da je pa on menil vmes, pa ne vem. Javo ni, zabava bila super, sam na mes Julija Katarina, če bi jo poklical, ne bilo fajn. Ampak sem se tudi tega izognil. Ne? Ampak vidiš, ne, kaj kot glasbenik vse doživiš. Na koncu rečeš, lej, še to sem doživel, ne, to zgodbo. Koliko zgodb se takole zgodi, ko greste naprimer na poroke ti, Dejan, ne, ti jih itak to mečeš lahko te zgodbe cel dan in noč bi nam zdaj lahko razlagal. Naprimer Tali, kaj se pa pri vas, naprimer, dobro, ajde, vi ste na začetku, z njem pa že sigurno dolgo špilaš, vse vidim na Instagramu. A je kaka zgodba, da rečeš iz kakšnega akustičnega špila, lej, tole je pa glih tisto, kar se nam je zgodilo, pa je zanimivo. Dej nam kaj povej. Da bi zelo rekla, mogoče se boš Tomaž ti kaj spomnil, ampak zelo na zadnje smo imeli na Rogli špil in pa ni bila tako zanimiva. Bolj je bila malo tako, prejšnji dan me kličejo, da imamo to pa to uro, mi itak vedno uro pa pol vedno prej pridemo tja, da kaj spiješ, da se pripraviš tonska vse. In mi prijemo tja in že vsi cela panika, vsi noter, tam so imeli nek Valentino pač to večerjo in on tako, vi bi mogli začeti pred eno uro, pa jaz tako pač, okej, čakaj, jaz sem bolj že res razmišljala, ga nisem dobro poslušala, ne. In jo, jaz sem sam hitela, ful je čudno zgleda, ljudje so naj tam gledali, sicer doben ni bil nič razočaran in pol na koncu prije pač ta, ki je poklical, da se je pač narobe informacija pa vse in je pač malo bedna, ne, pač ko priješ in se to nama naredilo, odkar sva skupaj že 5-6 let skupaj špilava, pač zdaj, nekaj tasga je, 5 je 100%, v glavnem, odkar sva se spoznala v skupnosti za mlade v Ljubljani, ker sem se preselila tudi od doma, sem jaz začela pa tudi Kako je špilati z njo? No, zdaj mi pa, prosim, če mi poveš, ker si prej dal mi pobudo, naj te nekaj vprašam, da bi po primorsko povedal, iz kjer pač si, ne?
lahko mu daš Jaj. mikrofon, da Na, vidimo, eto, da boš kakšna taka. si ti šefica. Jaz sem po bendih in po skupinah že skoraj 20 let in sem že doživel svega in svašta, ampak lej, z njo sem kar zadovoljen in še bom sigurno. Upam, da je tudi ona z mano zadovoljna. Zdaj bomo pa videli, kaj bo še naprej. Kakor vidimo, se ekipa še malo širi, tako da zdaj lahko, da bojo še boljši spomini, še več vez in prijateljstv. Tako da bomo videli, kam nas pelje pot. No. Super, Tam evo, uspeli. tole me veseli, pohvalil te, ker te je mogo, ne? Ti, Dokler je plačan, mora šefico Ko bogati, se ne gre plača, Take live, če ne bi bil plačan, ne bi zdaj povedal tako lepo. Zadnje je drugo, ne se hecam. Sem bi rekla, pač imam rada rejta, ne, in da se res stvari izpeljajo tako, ko je, začetek in konc. Tako da, ampak res dobro sodeluje, glede na to, da že 5 let me ni zapustil, da še kar ustraja z mano, pol verjetno ni nič narobe. No. ampak je lepo biti z eno ekipo, ne? Z nekom, ki te spremlja že nekaj časa. Ful je fajn, težko ne, menjati. Ja. graditi. Sploh kitarista, se mi zdi, odkar sem za njimi različnimi igrala, vsak ima svoj stil. In ko ti gre vsaki z novo, te kar malo nazaj vrže na rit in moraš spet iti od začetka, tako ok, ta ima pa svoj stil in realno, ko se navadiš enega, ga ne moreš spustiti. Je zelo težko. Pol pa je- moraš se zmeniti Kako je dobro. pri tebi? To je zvestoba. Menjale 3 fante, kitaristi še vedno isti. Karikiram, hetom se, ne vem, če je tako. Ja, bravo. Vidiš, moj fant je pa kitarist. Je, zato, Jaz ne menjam, jaz pa Ja, ne, menjam ti si kitarist. tako iskala, povej, ne. Svetla, kar rabiš obdržati, Ja, ne ja. kitarista ne Točno smeš tako. menjati. Ti mene, lej. Poceni mene delovna glej. sila. Tako, lej. Ali pa fejs draga, koliko zaveš, ne. No, ti, Dejan, ne? Ti Ja. imaš pa zdaj že nekaj časa tudi en in edini ta tvoj dogaja bend. Ja. Vi pa tudi harate po celi Sloveniji, od malih klubov do porok, do velikih odrov. Kako pa vi funkcionirate? Pismo se skupaj ste našpili, kako to zgleda? Nekako smo doterali to zadevo, da pač imamo tehnično ekipo, ki se dejansko vidimo prvič, ko stopimo na oder. A tako je to? Pač fantje nam vse Je porihtajo. to bolj zdravo? Ja, Tako? bolj zdravo, Ja. zato ker da prideš ti na nastop, da ponavadi moraš biti še dosti prej, da se to vse postavi. Glede na to, da imamo res veliko preme, bi mogel biti 3-4 ure po špilo in še 2 ure po špilo. Na tak Dobro. način smo si pripravili, naš kitarist je enkrat prav zračunal, ne vem koliko ur na mesec. Tako da v bistvu načeloma, kadar je frka, se pride 5 minut pred špilom, pa 5 minut po špilu gre domov. Ampak smo pa tudi dosti Kot vredni pevec ekipa. Znaš kabel zvijati? To, ko snes kablov prezvijo, pa Bravo, prepostavljo, to. jih naši roadi jih ne bojo v življenju. Znaš ti zvijati? Znaš zvijati kabel? Znam. Ti jih ne znaš, ker si tako Mislim, lepo. Ja, ne, pa dobro. Jaz sem tako rekla, še Ne. Ampak znam, ne, v praksi znam, lej, ampak ti si seveda poleg vsega tega, ne, haraš po odrih in to tako kot naprimer Tali, ti si seveda vrhunski tudi akademski glasbenik, Dejan. Rečemo. Klarinet, koliko let si ga pilil na Akademiji za glasbo v Torej, Ljubljani? nižja glasbena šola, srednja glasbena šola, nekje v srednji glasbeni šoli sem pa dojel, pa da bi pa mogoče rad s tem ukvarjal. Torej, in celo srednjo glasbeno šolo in akademijo sem po povprečju vadil med 6 pa 8 ur na dan. Torej, v bistvu cele dneve sem sam to počel, zvečer smo šli ven in zjutraj, ko smo prišli k sebi, smo spet nadaljevali to vajo. Pa so prišli nastopi in druge stvari in dejansko pol sem nekako upustil to zadevo, ker sem videl, da me v bistvu petje bolj zanima kot dejansko to, kar sem cel življenje vadil. Cel življenje vadu, ne? Dobro je to povedal. Ja. Tali, kako ti gledaš na to, ne? Poglej, akademsko izobražen glasbenik, ne? Na drugi strani pa biznis, ne? Dejansko glasbenik, ki ga zdaj ti in dejansko švicanje glasbeno, ne? Ja. Ti delaš dejansko to z dušo, srcem, telesom, si v tem. Kako pa ti gledaš na to? Ja, kar povej. Mislim, zelo dobro je neka podlaga, ne? Sploh pri tebi se vidi, da ti je to šlo naprej v življenje. Jaz pa v bistvu izhajam iz enega druga, bolj iz tiste notranje pač želje potem. Od malega sem pela v zborih, pa kot majhna punčka, pač ni bilo neke ful družinske glasbene podlage v zadnjih, ampak je bilo v bistvu neki notranjost v meni in pač sem v bistvu šla kitaro se učiti. Bilo je glih tako leto pa pol, da še zdaj ne znam nič, iskreno, kak inštrument, ampak pol so v bistvu pač šli
tile zbori in pač zborom se pač tista želja sam razvijala. Nisem izobražena v tej smeri, ampak se mi zdi, da dokler je pač so sanje toliko močne, se mi ne zdi, da je vedno izobrazba pač najboljša. Niti približno. Ker tudi, ko zdaj gledam, menjala sem ful veliko učitelj solo petja, pri nobeni pa nisem dobila občutka, da sledi mojemu glasu oziroma tem, kar sem že pa sama, bi rekla, da že malo se naučila sama od sebe. A ne? In veliko je pol klasičnih stvari, jaz pa želim pač ostati to, kar sem. Saj v tej smeri, da dam dušo ven, no, na ta način. Tako da jaz sem od nekdaj bolj samoukno. Vedno sem videla pač zbore, sem nastopala v zborih in enega dne je pač prišel cajt, da je stopil malo naprej. Tudi tako se je zgodilo in pa so bila tekmovanja. Tako da je šola dobra, naprimer za inštrumente sploh. To Sploh mogoče za jaz inštrumente, obžalujem, tako. iskreno, ampak od nekdaj karkoli sem primla v roke, ni bilo to razen mikrofona. Tako da, Ja, tako kot si rekla, Ja. samouk, ne? Ni ti bilo ravno po tistem, da bi šla po nekem klasičnem načinu in da se točno učiš, ne? Po notah in petje, Trmasta ne? sem bila in nisem... Ja, ti verjamem. To je ampak pa tako bistvo v tako muski. trmast je tudi Dejan dogaja. Ja, jaz ne sprejmem besede ne. In toliko cajta sem tečen in preskakujem zidove in grem okoli njih, da pride do ja. To je moja glavno vodilo v muski. Ja. Drugo vodilo pa, ki mi ga je povedal v eni vdaji, ko sem bil Miha Krušič, plesalc, fake it till you make it. Prvi, ki si to povedal, vsa čast. Ja, Še enkrat ti dam roko. Tako je, zato ker pač ljudje imamo pluse in imamo minuse. Ja. In fajn je, da kažeš pluse in zakrivaš minuse, in ne obratno. Ne. In če boš dolg cajt vztrajal in če boš konsistent, jaz tako pravim, koliko komadov, na koliko časa daš pesem ven? Mislim, čisto odvisno. Jaz imam že Povprečno. par komadov, ki še sploh niso izdani oziroma še Ne, malo. koliko jih daš ven, pusti tiste, ki čakajo. Ja, probam na ene 3-4 mesece, če ne pol leta, odvisno koliko imam s časom, pa ekipa, pa Aj, vse. dost. To je Tako da, kul. Nek na tak tisti, ki mi način. reče, max pesem na leto, bi rekel, to je dosti premalo. A imaš željo imeti hit? Imam. Ok, torej tebi 10 komadov ne bo ratalo, je to 10 let. Dej 3 komade, 4 na leto. Pri 10 je 2 leti pa pol. Torej ne moreš ti pričakovati, da nekaj uspe, Če ni. če si len, po domač povedan. Ja. Kaj pa je, lahko vas motim za eno vprašanje. Kaj pa je v primeru, naprimer, da daš ti vsak 3 mesece ven komad, a ni point bolj, da z enim komadom, da ga čim bolj promoviraš, da folk pride do njega? Ker jaz, ko naprimer vidim zdaj, ko delam bolj na promociji komada samega posebej, si naredim en mesečni plan in pač tega vodim dalje, zaradi tega tudi probam na leto si dam neko mejo. Enega, dobro, ponavadi 2 izdam na leto in se pač probam, ker sem še mali glasbenik, bi jaz temu rekla, ne vem, pač nekateri so že slišali, nekateri ne, bi jaz rekla, da se bolj posvečam pač neki promociji oziroma tem, da sploh pride komad ven. Ne? Zdaj, če jaz samo objavljam vsak mesec nov komad, pa pač ga vidi tam, ne vem, 5000 ljudi, jaz ne naredim velika, ne. Se mi zdi, da še vseeno moraš pol ta komad nekako prodajati dalje. Ja, Se strinjam, da more priti do nekega kroga ljudi, moraš dati ti vse od sebe po vseh sposobnostih, ampak ko pa vidiš, da pač je dosegel ne bom rekel, da vrh, ampak da si 80% izčrpala to pesem, mogoče še kdaj kasneje zgodi, je počas za novega. In se mi zdi, da vsak glasbenik bi mogel imeti v pizdaji komada naslednjega že pripravljenega. Jaz Ker je tudi pol tako dosti delam, lažje ja. planirati. In ne, aha, zdaj pa ni več, zdaj pa rabimo komad, spot in to traja. Se pravi, ne, če te prav razumem, preden izdan komad, že za naslednjega, da vem točno kdaj, Ne, kaj. naslednji je že, right. Naslednji je že, ampak za tega prvega, ki ga imam, že toliko prej in za drugega pripravljen spot, točno kako se bo promoviral vse. To je zdaj idealen scenarij. Ja. Proti tem slonimo, naprimer jaz osebno imam plan nekje do let pa pol naprej, imam nekako stvari začrtane, v roku meseca bom imel pa vse stvari za letos končane. Wow. Ampak Ja. to imam zdaj, 2-3 leta nazaj ni bilo tako. Jaz smo tu delali, ko je že minil toliko časa, kaj bi pa zdaj, pa ti že malčken traja in ni, pač fajn je, da si reden, ker če si reden za izdajo, enkrat bo hit, če ne ta, naslednji, če ne naslednji in ta stavek ponavlja do nedogled in pol enkrat bo, ker more biti. Ja. Vidiš, Tone Košmerl je bil v naši oddaji, na našem odru in zelo podobno je, kot ti povedal. Enkrat se more zgoditi. Če si ti konstantno
se pravi, da delaš, da Enkrat bo. izdajaš komade, ne? Enkrat avtomatsko bo, ne? To je Normalno. podobno kot s puncami, ne? Ja, dobro, ok. Enkrat bo. Enkrat Znaš bo. on vic, ne? Daj, povej. Ne, če rečeš 100, bo ena rekla da. Če pa 100krat eni, pa tudi prmedunde. No, evo, ustrajnost, ne? Tako. Ampak, veš, lahko je to, naprimer, tudi zdaj, ko si ratal ti, ne? Tebi malo lažje to povedati in govoriti. Malo teže je to mogoče nekomu, ki se trudi, ker ne veš, kdaj bo, ja, pa to bo mogoče lahko tudi čez 10 let. Ja, ampak jaz lahko govorim iz prve roke, zato ker sem šel čez vse. Ja. Od tistega, ki doben ni vedel za njega in ki ni imel bogatih staršev, ki ni imel finančne podpore. In sem pač bil res sam tečen. Želja, iskrica v očeh in jaz imel, nisem to na glas govoril, ampak meni bo ratal, meni more ratati. Bo mi ratal. in ti je In to sem ratal. si govoril in še daleč od tega, kar si jaz želim. Ampak v tej poti gremo. Natalija, kaj ti meniš? Jaz se čisto strinjam, jaz sem pred 23 šla v doma, glih iz enega razloga. Pač moji doma niso verjeli v mene, a ne. Jaz sem sicer takrat iskala službo, ampak jaz sem rekla, pač hočem živeti svoje življenje in ko sem se preselila, je tudi moj prvi komad nastal. Tako da pač enkrat bo, a ne, nekaj se bo zgodil, ampak pač vedno je sam vera v sebe, pa pač sanje. Pač jaz tudi, na primer, imam še ful ciljev v svoji prihodnosti, ampak pač nikoli ne smemo pa nehati sanjati, a ne. In Tako da. danes lahko rečeva, Tali uspelo bo. Da best, pa mislim, Ja. za njo vem že dolgo časa. Tako. Da, in jaz se vse, ki želijo živeti od muzike, Jih podpiraš, jih podpiram in vsem povem, sicer bo to mogoče malo naduto zvenelo, ampak čim prej puste službe. Hvala ti. Gremo na naslednji komad. Tali, kaj zdaj sledi? Zdaj pa ena mojih ljubših komadov, Janis Joplin, me in Bobby McGee. Ga poznaš? Seveda. Zdaj pa zaplešemo. Bali? roko v roki. Bova. Izvoli. Busted flat in Belarus, waiting for a train. When his feet and ears faded as my jeans. Bobby Tom, I diesel day just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon in my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Yeah. Wishing upper sleeping towers, holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Trevor knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, ain't nothing harder than free. Yeah. Well, feeling good was easy when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Woo! From the Kentucky coal mines to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. All kinds of way to everything that we do. Bobby, baby, kept me from the cold. One day I near Selena's eye, I let it slip away. He's looking for the home, and I hope he found it. Wanna trade all my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another world for nothing left to lose. Nothing, ain't nothing harder than free. Yeah. Well, feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La la la, la 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 la, la 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 la
Ja, Tali, ti Bravo. si s telim komadom, ne, roko na srce, zadela v dušo in imaš res čudovit vokal. Te moram pohvaliti. Kaj praviš, Dejan? 10 Na od tole 10. izvedbo. Si videla, kako se je na koncu razpočela? To je to, bravo. Ne? Hvala lepa. Še zadrla se je iz dna duše. Kaj ti pomeni ta pesem? Ima kakšno zgodbo? Maja dejansko. Prvi band, s katerim sem začela čistko za izkušnjo, je bil Stage 57, tle v bližini Maribora. Torej sem se, v bistvu, ko sem se preselila v Ljubljano, sem se vsak teden vozila gor, zdaj si pa pač predstavljali po šihto vaje in je bilo v bistvu pač najlepša izkušnja. Band se je poimenoval po najstarejšem članu, torej 57-letniku. Ampak v bistvu ta band mi je dal največ in v bistvu tam je bila ta nekova fora, če nekaj ne znaš, greš ven, v glavnem vrata. Ne? In zdaj tako mat so imeli oni na seznamu in mi pač reče ta kitarist, reče Natalija, pač kaj ne poznaš tega komada, sem rekla, ja pač ne, Ana je rekel, vrata. Naslednjič, ko sem se ga naučila, od tistega dne naprej je skozi na mojih špilih. No. Tako da sem ga kar osvojila in mi je res tako, vsakič dam dušo in počaka čist na konc, zato da se ne skurim. Ampak je komad, ki je zelo zahteven, ne, za vokaliste. Res je, A ja. se mogoče kaj zgleduješ po Janis Joplin? V bistvu bi rekla, da še vsem sem bolj Tali, da Janis Joplin je res specifična pevka in zelo dobra vokalistka. Je še vsem malo zavijem po svoje, no. Bi rekla, da bi se prav zgledovala, prav ne, še vsem neka tist, ki se še išče malo, no. Bi rekla, tudi moji komadi so se od Nine Pušlar naprej, malo bolj v rok vode. Jaz se še zdaj nisem. Tako da, ja, no, sej to. Kako ne, pa Jaz sem Dejan, glih- Ej, poslušaj, Si bila zdaj na očitno... našem špilu. Začnemo z in gremo zdaj v levo, in pol gremo na Golico, in pol igramo Metaliko, in pol igramo Če nimaš kam, pridi k meni. Pač, Ja. Sama vse ni narobe, dejansko ampak vse prav, ej. Vse je lepo. Pač Ja. vse je lepo po eni strani, ker začneš pet, ni nič narobe. Kje je tvoja prepoznavna irokeza? 3 leta, julija letos bo 3 leta, odkar je na Pivo in cvetju Mijo odstrigel Miha Deželak. In zakaj? Čakaj, kaj je že bilo to? Prvič enkrat sem se že prej strigel, tisto je bilo bolj odmevno, ker sem zbral okrog 20 000 evrov za starše otrok, ki jim Bravo. niso mogli kupiti božiča novoletnega darila. Kar noro, ne, da da to folk za ene lase. Pol drugič je bilo pa res bolj za foro in dejansko je bila neka odločitev, da tega več ne bo furo in dajmo pol na odru. Pa veš, kje so zdaj sred te špila. lasje, v kateri Ja, še pol jih je Radio 1, mislim, neke licitacije prodal za Jurija 2, tako da so to bi bilo kar prodano, ki je Bravo. šlo v dobrodelne namene. Pa Ja. bravo, vidiš, Dejan dogaja. Si ti predstavljaš samo sebe, da bi si odstrigla lase, Tali? Mislim, Za meni neko nič tako zadevo, pomembno. Pač razlika med nama je, da meni lasi dol padajo, ne v zrak. Tako da pač Vse meni so tu, to je bilo leta in leta dobro. truda. Mislim, da bi se prav strigla. Sem imela že zelo krajšo frizuro, pa v zadnjih, na primer, se vidi, da sem zabrita. Ne? Pač imam svoj imič, ampak prav strigla, pa zaenkrat še nisem tam. No. Ker imejte dolge laske, punce. Pa Tako še je. ne, je lepo Fant videti. ima tako. kratke, punca pa dolge. Treba je ločiti Lase. žensko pa moškega. Toliko v stilu, drugače pa ne, sledite me na Instagramu in na Facebooku. Za Ti več imaš zelo goste lase, vidim. Ne, Ti tudi. ne vem, če to kot Ti tudi, zelo. Ampak, lej, zdaj bodimo pri glasbi, no. Ostanimo pri glasbi, pa vendar letali. Kje se vidiš čez 5-10 let? Boš tudi ti taka legenda, kot je Dejan dogaja Daj danes. nehaj. Ne, res, ratalo ti je, kaj? Kje boš? Kje bom? Meni je narodno. Jaz sem tako rekla, še vedno so v mojem pismu, ki je napisano za 10 let naprej, napisano na velikih odrih. Zdaj si pa vsak lahko predstavlja, kaj bodo ti veliki Ja, odri. kaj je zate veliko? Tako, mene je bil zame, pač, ko so me poklicali na TEDx Ljubljana, na ta dogodek, ki se vsak let odvija, v bistvu, je bil zame ogromen dogodek. Meni je vsaka priložnost na odru, pa da je v spodih, ne vem, 10-5 ljudi, je zame velik oder. Jaz bi rekla, takrat, ko bo pač res množica ljudi pelo moje komade, ker se bo res videlo, v bistvu, da ta koncert je bil pač moja, ne, in ne da zdaj sam čakajo in pridejo, ej, zašpilijo ono pa tretjo, ne, ampak takrat bo po mojem tisti velik oder moj, ko bojo pač ljudje res čutili tiste kar besedila pa komade, ki jih delam. No. Takrat bo moj Tvojo velik oder. avtorsko glasbo, ne? Tako je. Potencial imaš zelo velik, res si čudovita. Hvala, enako. In te lepo tako poslušati in gledati, ne? Bi Oboje. Ja, oboje. Bi ti še kaj takole dodal glede Tali? Mogoče ji pa ti lahko daš kakšen nasvet? Mislim, da punca dobro ve, kaj hoče, ima fajn ekipo, delaš v pravo smer in drži se 10-letnega pisma. Bom, hvala. Ja.
Jele, vsak otrok sanja, ampak če enkrat neha sanjati, ne bo nikoli zrastel. Ja, želeti si moraš Poletel. Res je. Obupati ne smeš. Točno to je. Kaj, ta beseda je že trikrat se narobe izgovoril. Konsistenca. Konsistenca. Pa veš, kaj to pomeni? Ja, da si konsistent. To, no. Ok, bilo je dovolj. Ja. Bilo je dovolj, s tem lahko zaključimo tudi današnjo platformo. Z njenim komadom. Ugasnemo luči A kar in takoj. si zaželimo vse dobro. Vse dobro. Hvala Ne še ob tebi, novem Dejan. letu, ampak Ne v še v tem novem letu. letu, hmalo bo, mogoče se tudi takrat predvajamo s to vdajo, tako da želim ti vse dobro. Hvala, Tudi ker tebi. si prišel. Malenkost rad grem v oddaje, kjer se govori o muski. Kjer se govori dosto o muski, ko mogoče nimaš sam 30 sekund, da poveš, kaj si misliš. Bravo, To je hvala dobro. ti. Da je Tvoji- platforma, vidim, da si jo doskrat uporablja izraz platforma. Ne? Ja, tako se mi imenujemo platforma. Odra. Pač oder, vem, platforma, dobra platforma, kjer se veliko govori in upam, da tudi veliko pove. In veliko poje. Tako. In kaj dobrega Uživo. zapoje. In uživo. Tako. Hvala, Dejan. Hvala tudi tebi, Tali, in vama, ne, na še veliko nastopov, koncertov. Jaz ti želim vse dobro. Boš še kaj ti za konec povedala, želiš še ti kaj nama? Seveda. Ali pa sebi? Ne, pač definitivno vsem najprej tule bendu se zahvalim, da ste si danes oziroma vzela čas, da smo se spokali avto pa prišli v Maribor. Da vas bo drugič 5, ne samo 3. tako, da se postopoma res ta moja želja uresničuje. Najprej pa tudi hvala Kaja spet za priložnost. Enkrat smo že sodelovali in je bilo ful dobro, tako da pa celotni ekipi, a ne, seveda, vedno mora biti ekipa. Platforma Tako je na Oder. bendu, a ne, mislim, Oder, pohvališ tudi publiko, ne samo nas. Hvala, Dejan, da si se tebi, odzval Nati. in hvala no, za vsako mnenje za naprej. Tako da. Tako in mi vedno na koncu rečemo, a bo? Bo. Platforma Oder, gremo. Tako, Tali, izvoli, drage gledalke in gledalci. Hvala, ker ste bili z nami. Mi smo zopet uživali v kvalitetni glasbi. Zdaj pa za konec še enkrat, Tali, polepšaj nam tale zaključek in večer. Izvoli. Hvala. Stopala sem naprej s prehitrimi koraki. Prevečkrat zavira na pot, ki te ustavi pred istimi vrati. Iskala sem srečo starih, ki v rokah se topijo. Zaupala sem ljudem, ki se potemno zvezdo rodijo. Plan neznan me kliče drugam, ne bom se vrnila, nikoli več si dovolila, sebe izgubila, jaz sem se za več rodila. Gledala sem, kako se žalosti smejijo. Vem, da lahko še najmočnejši od ljubezni zbežijo. Plan neznan